Kaj imajo skupnega Accessov seminar izven okvirjev in seminar temelji? Le kaj? Okay. V tem videu ti bom podarila nekaj Accessovih orodij, ki meni pomagajo, so mi pomagali že večkrat in vedno itak še mi bojo. In združujejo nekako seminarja izven okvirjev in seminar temelji. Tako da, če te zanima, poslušaj in dovoli si prejet, spusti zidove, bariere in kaj še vse mogoče. Okay. Prejšnji teden sem začela z 3-tedensko serijo 3 klicev izven okvirjev. In predtem sem bila na globalnih temeljih v Pragi z Garyjem in Daneom. In preden sem šla na globalne temelje, sem šla v živo, preden šla na globalne temelje, sem imela na seminar izven okvirjev prijavljenih 6 ljudi. In ful sem bila vesela, 6 ljudi je zbralo, 6 ljudi se je prijavilo. Hkrati sem pa imela ono zavedanje, še ljudi bi se rado prijavilo, kaj je to, da se ne prijavijo? Ok, sem se nehala s tem ukvarjati, gremo v Prago, gremo tam, smo na delavnici, 4 dni razvajanja z Garyjem in Daneom. In ne vem, če ste že kdaj opazili, kako delujejo Accessova orodja in Accessove delavnice. Ne glede na to, koliko se zavestno mi izbiramo, rečemo, to bom uporabljala, po seminarju se spremeniš, si totalno drugačen, nisi več isti kot prej. No, in ne samo, da smo imeli 4 dni temeljev globalnih z Garyjem in Daneom, dejansko smo vsak dan imeli še neko dodatno delavnico, tako da smo bili tam cele dneve, ful je dogajalo. No, in sem valjda začela uporabljati orodja, kaj lahko izberem, da sem bolj vidna. In sem ugotovila dejansko, koliko se jaz skrivam, koliko nisem si dovolila se pokazati, predstaviti pred ljudmi. Ne samo tako, ajde, naredi live, to mi nimam problema. V pižami, našminkana, s tem se ne ukvarjam že dolgo. Pač, ko imam kaj zapovedati, sledim energiji, povem. Bolj to, da potem, koliko ljudje, ko nekaj ustvarimo, energijsko to zakrijemo, kot da bi si dali pokrov gor. Ok, torej, dam stran pokrove, ki sem jih dobila, Bog ve da in od kje in od koga, in kar naenkrat se odprejo tašen prostor. Tako da, kaj bi bilo potrebno, da dajete dol pokrove, ki ste si jih sami dali, ali ki so vam jih drugi dali, ali kjer so se zgodili tej pokrovi, ker imate kakšne izbire, kakšne programe. Tako da dajete dol pokrove, stran pokrove, dovolite si biti vidni, zasijati. Ok, in uporabljamo orodja in v bistvu z globalnih temeljev, končali smo sicer v nedeljo, kaj je bilo? 11. Domov z letalom smo se vračali s prijateljico 12. in pol 13. sem jaz začela zvečer z delavnico izven okvirjev. In uporabljam orodja in kaj se je zgodilo, v enem dnevu se mi je prijavilo več kot 100% še dodatnih ljudi, tako da na koncu torek zvečer jih je bilo 13 na klicu. Tako da sem bila kako lahko še boljše kot tako. In kaj sem spremenila? Udeležila sem se temeljev in uporabljala sem orodja. In kar je meni najbolj fascinantno, ko dejansko začneš uporabljati orodja, dejansko postaneš energija teh orodij. In včasih sploh se ne zavedaš, da si uporabil orodje, ker si že postala to orodje. Tako da, to bi vam ful rada predala. In ne se ustaviti in poslušajte delavnice, na katerih ste bili, na katere ste se udeležili večkrat. Jaz sem si dala na loop. Vsak dan po delavnici, ko smo bili, sem dejansko potem, ko smo dobili posnetke, sem po noči dala na loop, da so se tisti dan posnetki ponovno predvajali. Tako da temelji so zakon. In potem sem imela delavnico izven okvirjev. In ful dobro, ful ljudje so bili navdušeni, ful sem dobila feedbackov nazaj. Tako da sem se tudi mimogrede izjemoma odločila, ker jutri imam drugi del, jutri je torek, jutri imam drugi klic, imamo še 2 klica, še naslednji teden. Tako da, če si kdo želi, izjemoma odpiram prijave, da lahko se še kdo pridruži, ker tisti, ki so, pravijo, da je fenomenalno. Bom dala magari linkec dol. No, in ta teden imam svoje temelje, In imela sem jih razpisane v Kopru, pri meni na obali, morje, jodke, dobro, ful dobro, sem se veselila. Ampak ni se stvar premikala, ljudje se niso prijavili. Je bilo zanimanje, spraševanje, noben se ni zares prijavil, In potem sem rekla, ok, dobro, in sem začela uporabljati orodja izven okvirjev.
In sem bila, zdaj v soboto sem bila na Libušnjah pri Tminu, po Soču, in sem imela bar delavnico. In ko se vračam nazaj, sem kupila pri prijateljici, ki imajo mlekarno, sirarno, sem kupila sir, jogurte domače in to. In sem jih pozabila tam v apartmaju in se že vozim pol ure in jaz sem moji jogurti, ajde, kaj sem hotela, valjda sem hotela iti nazaj, mislim, take dobrote jih ne pustiš tam, ne? Ok, in se vračam nazaj, in ko sem se vračala nazaj, je bil ful močen klic, naredi kakšno sliko, ustavi se, naredi kakšen video, ker narava tam je wow. Posod je lepo, najlepše doma, ja, mi je jasno. Ko pogledaš kakšen prostor na tem našem planetu in tem naši čudoviti Sloveniji, so deli, kjer je prav res taka posebno dodatno negovalna energija. No, in tam v okolici Tolmina, Tmina, se trudim, je res ful je lepo. In sem pol posnela in sem tudi naredila, ne vem, objavo, če še niste videli, pejte poiskat v skupini Access Consciousness, Slovenija in Bars, prav ptički, koliko to pojejo, vse te rožice, drevesa, ko slišiš zvok Soče, ko teče, wow, čarobno. In potem se grem po te jogurte, naredim ta filmček, se vozim nazaj in potem sem prejela zavedanje, da dejansko temelji bi raje kot v Kopru bili gor v Posočju. In to, ajde izven okvirjev, ne, ker dejansko, veš, sem si vse naštimala za tu, se zmenila vse. In pa sem nekaj nič. Je lahkotno, ker ko sem pomislila, da naredim temelje v Posočju, je bila energija pravno tž. Tako da, kaj bi bilo potrebno, da sledite energiji lahkotnosti, da res uporabljate to orodje, torej, da se vprašate, okay, kaj je potrebno, kaj si želim, recimo, jaz sem se pogovarjala z entiteto mojih temeljev, ki jih imam za zdaj voditi. V sredo mimo grede vabljeni, ne, in sem se prav pogovarjala s to entiteto, okay, kaj si želiš, in je bilo ful glasno, ja, tu si želim. Se reka, ja, dobro, nič, bojo pa tu. In potem sem klicala prijateljico mojo, Barbaro Klinkor, mojo gostiteljico, in ker sploh nisem vedela, če je fraj, če je sploh to možno, ne, in valjda, ko je nekaj, kar je doprinos, narava zrihta podpre, tako da, evo, je fraj apartma in evo, temelji bojo na Libušnjah. To je v bistvu med Tolminom in Kobaridom. In je tako lepo, tako negovalno. In jih razpišem in v bistvu to se je zgodilo včeraj, popoldne v nedeljo. In evo, danes je ponedeljek in že ste se dve osebi prijavili. Tako da, to je to, ko slediš lahkotnosti, ko slediš zavedanju, ko si dovoliš iti izven okvirjev, izven tega, kar si določila, izbrala, definirala, kao, ne, to mora biti tako, ma ja, drugi delajo tako. In ko si pripravljen zrušiti vse, kar si zgradil in ustvariti nekaj novega, tudi če je to zadnji hip, če je lahkotno, dejansko se bo vedno ustvarilo tista energija lahkotnosti, po čemer sprašuješ. Tako da, evo, torej, te vabim dejansko na dva dogodka, ki jih trenutno imam. Torej, še vedno se lahko prijaviš na izven okvirjev, ampak to je res samo še danes, tako da ti pošljem lahko pol posnetek od prejšnjega torka, da ga preposlušaš, da se lahko potem priključiš jutri v živo in da nadaljujemo. In s temelji začnemo to sredo, 21. maja na Libušnjah v Posočju, in bomo imeli tokrat tako, da bo dejansko temelji 5 dni. In bomo imeli sredo, četrtek in petek popoldanski del od 17:30 do 8, pol ne vem, si bomo izmenjali kakšne barsel procese, in sobota in nedelja. Tako da lahko, če si iz tistih koncev doma, lahko greš tudi delati zaradi mene. Če delaš preko spleta, si prineseš računalnik s sabo, internet je. In kdor želi, lahko tam tudi v bistvu prespi, ker so tudi sobe, tako da je možnost ugodnega pač prenočitve in je kuhinja in kopalnica in vse, tako da, ali pa hodiš jesti ven, ko hočeš, glavne možnosti so. In bomo imela tudi, ker imamo pa dopoldneve, dva dopoldneva dejansko imamo zagotovo fraj, razen če pridete že v sredo zjutraj, pa so 3. In bomo imeli še dodatne delavnice brezplačne, ki vam jih bom podarila. Tako da bomo imeli eno skupinsko simfonijo možnosti pokušino v naravi. In šli bomo tam okoli v hribe, imamo v planu tam Tolminska korita so ful lepa, pa lahko bi šli na ta naš slovenski Stone Age, rečem jaz temu, pri mostu na Soči. Tam so energijske točke, tako da lahko si tudi tam zaganjamo procese, barse, tako da jaz komaj čakam.
Tako da, če vas zanima, vabljeni, kaj bi bilo potrebno, da si izberete ene res negovalne temelje. In zdaj sem še nabita z vso energijo iz globalnih temeljev od Garyja in Dana in lih na novo, kaj niti 2 meseca nazaj sem opravila, ker vsako leto certificirani facilitatorji moramo opraviti tudi 5-dnevni trening z Garyjem in Danom, tako da to sem lih kar naredila, še par drugih delavnic sem se udeležila, tako da kakšen doprinos sem lahko zate, če izbereš te temelje, če izbereš izven okvirjev. Lahko prideš ja tudi na individualno seanso in ja, lahko imamo tudi preko Zooma. Kaj bi bilo potrebno, da greš izven okvirjev, da slediš energiji, da slediš tistemu, kar je lahkotno zate, tisto, kar veš, ne glede na to, kaj si do zdaj izbirala in kaj si do zdaj mislila, da je prav zate. Kaj če si delovala na podlagi kakšnih zaključkov, programov, sod, laži, gaslightinga, bog ve česa in nisi bil v stiku s tem, kar je tvoja resničnost. Če imaš kakšno vprašanje, si pišemo, komentarčki, ni problem. Želim ti res izjemen čudovit dan. Ne glede na to, kaj izbiraš, izbiraj vedno zgolj in izključno tisto, kar je lahkotno in kar je res zate. Evo. Čau, se vidimo kdaj, kje, kdo ve. Čau, čau.